Veš, kaj sem pa najbolj cenila? Saj vsi smo vedeli, da nas boste zaprli, ampak da tega nisi nam skomuniciral pred Božičem. In te stvari mi dajo za misel. Klej, mi ne verjamemo njim, ne? Mi verjamemo v tebi. Pa zvečega pritiska življenja nisem imel, kot če mi nekdo kaj tazga reče. Ne? Očitno sem jaz mogel čez tok neke situacije iti in te stvari so mi zdaj pomembne. Ne? Zgraditi zaupanje, pa ga potem seveda upravičiti. Ne? Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost, ki prihaja iz tazga zanimivega sveta, ki je prepleten med bančništvom, zavarovalništvom, upravljanje skladov, ogromno nekih borzno-posredniškega izkušnjama. Tako da lepo pozdravljen, Benjamin. Živijo, pozdravljen. Tako da preden gremo pogledati tvoje izjemne izkušnje, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. Tako da, dragi poslušalci, z menoj je danes Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments. Zakaj pravim, da je Benjamin tak v bistvu skupek ogromno nekih znanj, vam bom predstavil zdajle. In sicer Benjamin je predsednik uprave Triglav Investments, ene vodilnih slovenskih družb, predtem Triglav skladi. Za upravljanje premoženja je tudi predsednik upravnega odbora Združenja družb za upravljanje. Zdaj pa gremo čez tvojo bogato kariero. Se pravi, kar začneva malo na začetku. Bil si direktor sektorja investicijskega bančništva v A-banki, bil si predsednik uprave KD borzno-posredniške družbe, potem si se transformiral v banko, kjer si postal izvršni direktor KD banke, bil si član uprave zavarovalnice Triglav, kjer si bil v bistvu več kot 5 let pa pol, kar sem gledal. Potem pa si postal predsednik uprave Triglav skladov oziroma Triglav Investments, pa ogromno nekih drugih izkušenj, drugih položajev, ogromno nekih klobukov nosiš. Zdaj pa še ena zelo zanimiva, preden te pustim do besede, tudi zelo veliko daš na izobrazbo in ogromno nekih znanj si dosegel in tudi, ker sva se prej pogovarjala, v bistvu vsako leto širiš svojo izobrazbo, svoje znanje. In si magister ekonomskih znanosti in alumni 3M Global Executive MBA. Zelo zanimiv MBA sem šel pogledat, 3 različne šole, NYU Stern, LSE pa HEC Paris, kjer si magistriral leta 2013. Dodatno si se izobraževal na Harvardu, Whartonu, Stanfordu, delal si tudi INSEAD, različne certifikate. Si zelo zagovarjaš trajnostni razvoj in verjameš, da ima finančna industrija pomembno vlogo pri oblikovanju odgovornejše in bolj trajnostne prihodnosti, pa zdaj sem gotovo, da si zelo velik zagovornik change managementa. Tako da lepo pozdravljen, Benjamin. Hvala. Sem vesel, da sem tukaj. Benjamin, jaz zmeraj rad popeljem moje izjemne goste v preteklost in sicer v šolske klopi. Tako da, če bi bila midva sošolca, a si že takrat v bistvu bil tako malo finančno ravnan, pa si šparil, pa planiral, kaj si boš kupil, kaj boš pa šparil, si že takrat bil Pravzaprav sploh ne, zanimivo. Mene je drugače zaneslo te finančne vode. Se pa sicer spomnim nazaj osnovno šolo, da sem bil nek razredni bančnik, ali kako bi to rekli. Takrat je bila navada, da so razredi varčevali in smo imeli knjižice, pa smo to malo nekaj pisali in nisem vodil tole razredno banko. Tako zanimivo z vidika nekega finančnega opismenjevanja. To je bilo v času, ko nisi smel na glas govoriti, da obstajajo delnice pa obveznice. Potem pa ne, v srednji šoli sem jaz bil bolj na naravoslovnem delu. Vsi sem mislil, da bom šel študirati ali matematiko ali fiziko, ampak nisem šel zaradi enega ali 2 razlogov. En je bil, da nisem čisto točno vedel, kaj si, ko končaš fiziko ali matematiko, ker v sosednjem razredu smo pa imeli enega, mislim, da je bil genij. In jaz sem se malo z njim primerjal, pa nima kaj tam za iskati. In potem ravno je bilo to v času, ko so pa na ekonomiji v Ljubljani izpeljevali nov predmet. Se pravi, ne nov predmet, ampak v bistvu novo smer, ki je temeljila na tržnem gospodarstvu. Jaz bi zmeril tako malo bolj zahodno usmerjen in wow, zgledam tole, vidim smer za menedžment, jaz bom menedžer, karkoli je že to. In tako sem sploh prišel na ekonomijo. In takrat sem spoznal, da si menedžer. Jaz sem ta predmet tudi ni bil všeč takrat in sem odkril finance. In finance so mi pa bile zanimive. Se pravi, finančni razrednik, tako se je začelo, oziroma razredni finančnik. Dajva se malo dotakniti, sicer toliko nekih klobukov nosiš, toliko bogata kariera, pa me zanima,
Zmeraj vprašam moje izjemne goste, kako se ti organiziraš? Se ti v nedeljo zvečer pripraviš za naslednji dan, oziroma cel teden, se ti en dan prej, si pogledaš za cel teden naprej, kjer so ključne zadeve? Ja, jaz, odkrat sem zdaj na mesto, ne, pa tudi prej, ko sem na teh menedžerskih pozicijah, zmeri imaš v glavi 3-4 stvari, s katerimi se ukvarjaš, ne vem, večino časa, kaj želiš narediti, kaj želiš spremeniti, pa pač ostale tekoče stvari, ki jih moraš narediti. Tako da ja, pogledaš malenkost naprej za en teden, kaj te čaka, da se lahko ustrezno pripraviš in pa mogoče zvečer pogledaš koledar, kaj te čaka prihodnji dan, da nisi česa pozabil ali kaj takega. Ja. A si ti oseba, ki ima pomembnejše sestanke bolj zjutraj, ali to čisto ni pomembno? Ali pa kakšne težje pogajanja ali pa kaj takega? V osnovi ni pomembno, nimam nekega časa posebnega, ki mi bolj ustreza ali manj ustreza. Nisem pa neka oseba, ki ob 6 zjutraj začela delati. Ne. Ja, lahko berem, kaj se po svetu dogaja ali kaj takega počnem, nekako pa raje začnem delati malenkost pozneje. Z veseljem pa grem na kako kavo ali kaj takega, ali pa tudi na kak sprehod prej, to pa ni težava. Ti čas dopušča za take zadeve, kavo, sprehod? Za kako kavo se že poskušam tako se organizirati, da mi ne. Kako sprehod, kakšna telovadba pa to pa bolj zvečer kot ne. Je pa res, da zjutraj pa sem gradil rutino, da enih 15-20 minut namenim telovadbi, da pač pri teh letih je tudi to počas že zelo pomembno. Deva se malo dotakniti tudi Triglav Investments oziroma Triglav skladov. Ste se rebrandirali. Več kot 80 zaposlenih in pa Triglav Investments upravlja več kot 3 milijarde. To je zelo, zelo lepa vsota. Pa me zanima, pa mogoče še malo poslušalcem, povejva sploh, kaj Triglav Investments je oziroma kaj počnete za tiste, ki vas še ne poznajo. Triglav Investments smo družba za upravljanje premoženja. Rečemo, kaj je to družba za upravljanje premoženja, upravljamo vzajemne sklade in pa direktne mandate, tako imenovano individualno upravljanje premoženja, ker recimo bi ti prišel z nekim zneskom, pa bi zate sestavili nek čist poseben portfelj. To je nekako naše poslanstvo, naše delo. Se pravi, vzajemni skladi so bolj namenjeni drobnim, majhnim varčevalcem, se pravi, pri nas lahko investiraš že s 30 evri naprej. Tile direktni mandati individualno upravljanje premoženja pa so mogoče bolj primerni za večje vsote denarja. Tako da mi smo zelo veseli vsakega investitorja, vlagatelja in pač mislimo, da imamo vse produkte, da lahko zadovoljimo vse finančne potrebe populacije slovenske. Super. Deva se dotakniti ravno tega. Bi rekel, da smo Slovenci finančno zaveščeni. Velikokrat slišimo podatke, da imamo Slovenci med 25-26 milijard evrov depozitov na bankah. Bi rekel, da je to, se pravi, nek potencial, da se ta trg še razvije. Smo Slovenci nagnjeni k investiranju? Teh čez 25, zdaj mislim, da se celo že bližamo počas do 30 milijard evrov depozitov, ki je na bankah. Vsi vidimo, ki delamo v tej industriji, kot nek velik potencial, ne? Ker Slovenci tako primerjalno gledano nimamo glih ne vem koliko premoženja investiranega v malo bolj tveganih, ampak to pomeni tudi bolj donosnih oblikah. Na žalost nas samih in pa celotne ekonomije narodnega gospodarstva. Tako da to vsi vidimo kot neko veliko priložnost, ki nekako se pa ne zgodi in se ne zgodi ta konverzija tega dela v bolj primerne oblike naložb. Je, recimo, ne vem, v zadnjih letih se je to malo spremenilo, tu vidimo na vplačilih, ki so bistveno večje, kot so bila. Vse, ko sem začel na tak način Triglav sklade, zdaj Triglav Investments delati, ampak mislim, da ta potencial je še visok ali pa neizkoriščen. Ampak če gledamo, recimo, primerjamo posamezne države, en bistven element je tudi pokojninska reforma, tako kot recimo, ne vem, velikokrat slišim na Hrvaškem, pa Makedoniji je taka, to dosti pripomore. Hkrati pa tudi finančna pismenost, ki pa me malenkost, kako bi rekel včasih, ko preseneti, obstajajo raziskave, ker smo Slovenci 4. najbolj pismen narod v Evropi. Ne. Če je to res, potem se Evropi bolj slabo piše, ne. Zato, ker mislim, da že v Sloveniji obstaja še veliko neizkoriščenega potencijala. Verjetno pa je tudi to malenkost posledica dejstva, ko se pač te lestvice delajo, to, da
iz naslova privatizacije ima veliko posameznikov nek denar sedaj investirane v vzajemne sklade. In to je tudi na nek način en del v bistvu zgodovine. Ni to aktivna odločitev mene, da zdaj pa danes bom jaz investiral. In ta dva dela je treba ločiti. Tako da, na kratko povedan, jaz sem vesel, da toliko potencijala še obstaja za rast. Super. Deva se vtakniti, pa bi rekel, da je recimo zdaj, da so INR-ji pripomogli k temu, da bo več tega kapitala se zlil tudi v te individualne naložbene račune. Bomo videli. Absolutno so INR-ji nekaj, kar povečuje interes za vlaganje na kapitalske trge. Zdaj INR-ji so tehnično gledano malenkost mogoče bolj primerni za trgovanje na borzi. Sicer v okviru njih je tudi možno varčevati v vzajemnih skladih. Mislim, da so vzajemni skladi najbolj primerna oblika za povprečnega investitorja, povprečnega vlagatelja. Tako da vse to absolutno je nek korak, ki povečuje zanimanje in potem tudi vlaganje, investiranje v kapitalske trge. Tako da take stvari zmeraj seveda pozdravljamo, ne? Da se več govori, da se predstavi koristi, pač nimamo, ne leži denar na banke, ker nima nobene posebne dodane vrednosti z vidika obrestne mere, pa še posebej pa včasih, če pride do inflacije, kot je bilo v preteklih letih, pa ta denar še toliko bolj zgublja neko vrednost. Ne? In to je škoda za nas in za celo ekonomijo. To je res, sploh če gledamo kakšne te indekse ali pa v bistvu slovenski SBTop je v bistvu kar dobro delo. Tako. Zanima me, kdaj si ti prvič investiral? Ali kakšen sklad ali pa kakšno delnico, da si kupil? Dobro vprašanje, ne? Zdaj, Kovačeva kobila je zmeraj malo bosta, ne? To je ponavadi tako veljalo. In moja prva finančna naložba na nek način je bila ali pa odločitev, kam vložiti ta svoj certifikat pri sami privatizaciji. In tukaj sem se dobro odločil, sem ga vložil v Lek, pa nekaj majhnega v Gorenje se mi zdi, tako da ta odločitev je bila zelo dobra. Tako da to je bila moja prva aktivna odločitev. Drugače pa jaz v začetku svoje kariere niti nisem bil toliko, kako bi rekel, na tej naložbeni strani, nisem neke konkretne investicijske odločitve, portfeljske sprejemal, ne. Mogoče sem bolj pač iz osebnega vidika pristaš, da del premoženja vsako mesec investiram, seveda Triglav Investments, naše sklade in na ta način potem varčujem. Super. Malo se deva dotakniti, če gledamo Evropo, pa če malo primerjamo z ZDA. Večinoma se skozi govori, ne, Amerika, Land of Opportunities, pa vsi te indeksi in tako naprej. Ampak če gledamo, so ameriški trgi precej prehiteli evropske. A ne? Kako ti gledaš na to? A je Evropa zaostala, lahko je naredimo? Ja, jaz se bojim, da Evropa, kar se tiče razvoja gospodarstva, je v zadnjih 10-15 letih izrazito zaostala za Združenimi državami Amerike. Predvsem je posledica tega neverjetnega razmaha digitalizacije. In Evropa je v tem pogledu nekako zaostaja. Ne da zaostaja, pravzaprav stvari ni. Ne. Zdaj ugotavljamo, koliko zelo smo mi odvisni od digitalnih rešitev ameriških korporacij. Hkrati pa na drugi strani obstajajo evropski startupi na področju digitalnih tehnologij, ki pa potem si počasi gredo v Ameriko, ker ta biznis potem oni skalajo. Ne? Ja. In to je to neko prekletstvo Evrope. Bi rekel, da ne znamo tega enotnega trga narediti takega, kot bi si ga vsi želeli, da bi dejansko obstajal nek enotni trg, tako na storitvah, kot na področju blagovne menjave, se pravi stvari, kjer ne bi bile neke ovire, ne? Tako da bi lahko potem ta podjetja svoj business case razvijala tukaj. In potem je ameriško gospodarstvo popolnoma prehitelo evropsko in ta razvoj, ne vem na kak način se ga lahko dohiti. Malo se bojim, da pač glede na to, kako stvari v Ameriki trenutno potekajo, da se bojo sami sebi svoj biznis kaj zrušali. Ampak kar bo mogoče na napačen način pripomoglo, da ta razlika ne bo prevelika. Ne?
tvoje izkušnje so zelo bogate in ko dobiš osebo, tako kot si ti, ki si delal v bančništvu, zavarovalništvu, borznem posredništvu in pa tudi asset managementu, enostavno te moram vprašati, kako vidiš v bistvu te štiri vertikale, kaj jim je skupnega, kaj jim je različnega, kako je voditi vsako posebej? Ja, v bistvu so razlike, pa niso razlike. Ne? Pravzaprav niti ne znam povedati, kaj je moj osebni favorit, ki se jaz najbolj vidim. Ne? Ja. Ker sam ga sebe bolj smatram kot nekega generalista, ne kot nekega specialista. Tisto, kar mene zanima, ne, je grajenje, razvoj finančne institucije, se pravi vodenje podjetij z vidika razvoja, da razvijaš poslovni model, da želiš rast, da nekaj pametnega narediš. Ne? Tako da definitivno ima vse svoje neke prednosti, pa kako bi rekel, izzive. Recimo zavarovalnica je izredno zanimiva z vidika širine poslovanja, ki ga ima. Ne. So posamezna zavarovanja, ki je veliko nekaj takih in drugačnih zakonitosti v ozadju, velik portfelj, različna tveganja, tako da najdeš veliko in strokovnih in vodstvenih izzivov. Ne. Banke so tiste, ki investirajo denar. Je zelo zanimiv, kako bi rekel, ekosistem, ki po eni strani je blazno statičen, po drugi strani pa je zelo pod konkurenco neobank. Ne? In delati v tem sektorju pomeni pač voditi spremembe. Tako da je veliko izzivov, ki so lahko blazno dobre poslovne priložnosti, na vsak način so pa zanimive za delati, ne? Ker ni, kako bi rekel, ni nekega stagnacije ali kaj podobnega. Potem borzna družba v Sloveniji je glede obsega zelo zahteven biznis. Ne? In recimo, če si globalna borzna družba, je to druga stvar. V Sloveniji se moraš zelo potruditi, ne? Ker ti ta konkurenca, o kateri se pogovarjamo, digitalna, še toliko bolj prizadene. Ne? Je pa drugače to pač nekaj, kar smo si takrat v 90-ih letih vsi želeli delati. Ne? Ja, si valjda si hotel biti v borzni družbi, ne? Na borza se je dogajala, to si hotel delati. Ne? Iz pač ekonomske fakultete si takrat šel, pa to ne samo v Sloveniji, tudi generalno po svetu, v finance delati. Ne? Po možnosti investicijsko bančništvo, kar je ravno to. Ne? Zdaj hočeš imeti nek startup, ne? Ali pa kak venture sklad, ali kaj podobnega. To se je čist spremenilo. Ne? Družba za upravljanje pa v bistvu mene zmeri najmanj zanimala, ampak sem spremenil mnenje, odkar sem zdaj na tej poziciji, ker v bistvu prek investicijskega portfelja ti sporočaš, kakšen je tvoj pogled na svet. Se pravi, lahko si izoblikuješ velik smisel, jaz sem zelo pristal smisla, kaj je purpose podjetja. Ne? In prek politike investiranja v bistvu ti rečeš, tem vidim perspektivo, tem ne vidim perspektivo. In jaz sem zelo velik nekak pristaš trajnosti in upoštevanja trajnostnih in odgovornostnih dejavnikov pri investiranju, zato ker verjamem, da so to največja tveganja, ki jih mi moramo naslavljati. Ne? In pač na Triglav Investments mi investiranje, vlaganje gledamo kot dolgoročno zadevo in s svojimi portfelji pač poskušamo pokriti vsa ta tveganja. Ne? In mislim, da pač se bo trajnostni prehod na tak ali drugačen način zgodil in po eni strani predstavlja poslovno priložnost, po drugi strani pa strateška nuja. Tako da tudi zdaj, ko je tisto, kar se dogaja v Ameriki, v bistvu nas sam potrjuje v našem prepričanju, da so tveganja, ki izhajajo iz okolja, da se bojo še toliko bolj materializirala. Ne? In ravno tle iščemo svoj smisel, na kak način mi naredimo svoje portfelje bolj resilient, se pravi bolj odporne v luči vseh tveganj, ki so. Ne? In ta zgodba je mene precej prevzela. Ne? Da pač na kak način ti konstruiraš produktno paleto, da za stranke zagotavljaš neko dolgoročno vrednost, v katero verjameš. Ne? Je veliko več, kot če kupiš delnico A, delnico B ali obveznico C.
Koliko si pa lahko, ker doskrat, ko imam kakšna podjetja, pa govorimo danes o digitalizaciji, inovacijah, koliko si pa lahko pri vas inovativen? Precej se mi zdi. Je seveda pač vprašanje skala, koliko nekih investicij družba potem prenese. Ne. Tisto, kar recimo delamo mi delamo na dveh, rekel stebrih. En je pač te upravljalske kompetence, ko se je zdaj v teh parih letih, ko sem jaz malenkost bolj aktiven, pa vidim to čist neposredno, se prav vodim, koliko so se naše investicije v recimo IT, predvsem v podatke, pa to opremo v bistvu spremenile. To so gromozanski zneske. Ne. Drug del seveda je pa razvijamo digitalni prodajni model, zato ker večino prelivov v Sloveniji je še zmeraj čez banke in pa v bistvu naložbene življenjska zavarovanja, kar je zaenkrat lepo, ne, ampak jutri pa bodo do naše glavne stranke tiste, ki sedaj varčujejo prek trgovalnih platform pa ETF-ov. Ne. In mi moramo ta digitalni del razvijati, da bomo imeli vsaj možnost tekmovati v prihodnosti. Ne. In to sta dva segmenta, na katerih delamo. Se pa na tem upravljalskem modelu in pa hkrati na modelu digitalne distribucije, ki je bolj v začetni fazi, kar ne pomeni sam app, pomeni cel ekosistem. Ne? In ki bo zdaj tudi doživel disrupcijo zaradi tega, ker več ne bo Google model advertisinga, ampak prek umetne inteligence. Tako da se mi zdi, da če sem mogoče 10 let nazaj videl ta segment finančnega poslovanja kot relativno dolgočasnega, ki zdaj vidim kot relativno, ampak ne relativno, kot zelo, zelo zanimivega z vidika razvoja. Ne? In ker konkurenca, naša neposredna konkurenca so naši slovenski konkurentje, ta segment v Sloveniji zelo razvit, ampak hkrati isto kot pač tudi pri bankah so pa vse te digitalne platforme, fintech, ki jih zdaj že uporablja vsak, ki je starejši od 15 let, se mi zdi. To je res, to se zelo hitro razvija. Deva se malo dotakniti ravno teh tvojih bogatih izkušenj, se pravi A-banka, predsednik uprave KD borznoposredniške družbe, potem izvršni direktor KD banke, član uprave Zavarovalnice Triglav in zdaj predsednik uprave Triglav Investments. Pa me zanima, kaj je pri tebi pomembno, ko si postavljaš v ekipo? Kakšne lastnosti iščeš ponavadi v osebah? Ja, ne vem, kdo je nekako rekel, da pač da neke lastnosti, vrednote so bolj pomembne kot samo znanje kot tako, ker stvari se lažje naučiš kot vrednote, ki jih dobiš. Prav meni so zelo pomembne vrednote, ki jih pač moja ekipa ima. Ne. Prav to so neke vrednote, da deli moj pogled na svet, se prav kar se tiče trajnosti. Poleg tega seveda pa, da je can do mentality, se pravi, da stvari naredimo, ne? In seveda strokovnost, odgovornost, predvsem profesionalnost, se pravi, da ni treba, jaz imam veliko raje ljudi, ki jih mogoče včasih moram malenkost vleči nazaj, kot vsako malenkost, jaz ne maram mikromenedžiranja, ne? Kot da je za vsako malenkost moram tiščati naprej. Proaktivni. Tako, samostojne, odgovorne posameznike, ki jim je vrednota, da nekaj naredijo, ne? Ki želijo nekaj narediti, so motivirani in hkrati pač odgovorni. Tako da v bistvu se mi ni potrebno veliko ukvarjati z nekim menedžiranjem posameznikov kot takih. Ne? Nuditi podporo, absolutno, ampak morajo pa biti bolj smart od mene, to pa nujno. Mislim, da je Warren Buffett rekel, da ki pride v sobo, ne sme biti najpametnejši, če ne je nekaj narobe. Ne? Če ne je res nekaj narobe. Ker je vse te teme, ne, tudi recimo, je potrebno toliko neke specializacije, da je hudo narobe. Če bi jaz vedel o katerega področja največ, ne opravljal svoje delo dobro. Ne? Ja. Deva se malo dotakniti, ti si tudi velik zagovornik sprememb, change managementa in ena velika transformacija, ki si jo tudi ti naredil, je, ko si iz predsednika uprave KD borznoposredniške družbe postal izvršni direktor KD banke. Kako izgleda taka transformacija? Taka transformacija je bila
Na papirju se sliši zelo enostavno. Pa moram priznati, da niti ni bila tako zelo težka. Ne? Večja recimo transformacija je bila iz člana uprave Zavarovalnice Triglav, predsednika uprave, ker je presenetljiva razlika, če si član uprave ali pa predsednik uprave. Ne? Ampak tam meni ni bilo tako težko, zato ker, ko smo vzpostavljali banko, ne, smo mi v bistvu preoblikovali borzno družbo v banko. Ne. Jaz sem bil tam z namenom, da to preoblikovanje kot tako izpeljem. Ne. Tako da sem nekako rasel s tem, kako bo banka izgledala, in ko sem pač prišel v banko, potem ni bilo nekih posebnih neznank, ne, zato ker je banka bila tako sestavljena, kot smo si mi želeli. To je ena taka zelo lepa izkušnja, tudi zahtevna izkušnja, ta moj 4 ali 5 let, koliko sem bil na KD-ju, ker to je bila ena taka dobra ekipa. Vodja te ekipe je bil takrat Aljoša Tomaž, ki je prišel iz A-banke, zaradi njega sem jaz pravzaprav tam pristal, ker mi je želel imeti v svoji ekipi, pa Vera Dolinar. In potem ta banka je bila v bistvu ustanovljena v najslabšem možnem trenutku, ko so se pri nas sesuvale banke. In potem bila ta banka prodana, mislim, da Faktor banke takrat, ampak izkušnje, ki sem jih pa jaz na KD-ju dobil, so pa neprecenljive. Ne. Z vidika ravno, kako se dogajajo spremembe in kako delovati v kriznih obdobjih, ko ni denarja za to kapitalizacije, ko potem, ne vem, sem nekako še dobil to nalogo, da smo mogli zapirati borzno-posredniške družbe v tujini, ki so jih imeli, in smo delali še to zraven. To obdobje gledam, je neko obdobje, ki me je formiralo na nek način, da pač recimo lahko rečem, če zdaj imamo kakšne izzive, če je to naš največji izziv, potem smo že ok, glede na izzive, ki smo jih imeli v takratnem času, pa smo jih vse skupaj uspeli rešiti. Bravo. Dejva se dotakniti, ki si omenil, da je bil večji v bistvu transformacija iz člana uprave na Zavarovalnici Triglav v predsednika uprave Triglav Investments. Ja, recimo podobno kot če si predsednik nadzornega sveta ali pa član nadzornega sveta, na nek način je podobno tudi tukaj. Ne? Ja, uprava je tim, ne? Mi delujemo kot tim in to je super, ne? Ampak še zmeraj je pač predsednik uprave tisti, ki določene odločitve sprejme sam, mora sprejeti, sam se mora odločiti, v katero smer bo ta ladja šla, ne? Ali kako se bomo pač lotili kakih izzivov, priložnosti. In v takih trenutkih si ti sam na nek način. Ne? Ja, lahko se posvetuješ, ampak še zmeraj si sam. In to sem bral, kako je bilo, ne? Ampak v bistvu je tisto, kar rečejo it's lonely at the top, dejansko na nek način v določenih trenutkih drži. Ne? In ta transformacija je bila zame tako en, kako bi rekel, eye-opener, mi je odprla oči, tiste dodatne dimenzije, če si predsednik uprave, da pač imaš v določenih trenutkih se v bistvu, ja, se posvetuješ, ampak si pa pri odločitvah na nek način sam. In to pogledno čutiš večjo odgovornost, čisto psihološko kot član uprave. Ne. To je bil moj največja, kako bi rekel, sprememba. Sem pa tudi ugotovil, da mi bolj ustreza, da sem predsednik uprave kot član uprave. Daj mi še povej, ker zmeraj me je zanimala tudi ta dinamika med predsednikom uprave pa člani uprave. Verjetno včasih tudi pride do drugačnih mnenj, kar je prav, ne? Ljudje moramo imeti različne poglede. Pa če se malo navežem na v bistvu dajanje feedbacka. Kako ti kot predsednik uprave, recimo pa tudi kakšnemu članu uprave ali pa kakšnemu direktorju, si tak za direkten feedback ali rad malo v sandvič zavijaš? Ja, odvisno od osebnosti. Ne? Jaz poskušam ugotoviti, na kak način sem najbolj slišan. Se pravi, moje sporočilo, moj feedback najbolj slišan. In to je odvisno, od vsak posameznik je različen. Eni mogoče so zelo občutljivi, drugi so popolnoma neobčutljivi. In moj stil, ki mi je najbližji, je reči direktno, zelo neposredno, kar pri določenih profilih osebnosti je v redu, pri določenih pa tudi ne. Tako da
poskušam biti jasen, razumevajoč, seveda, feedback ni grajanje, to ni grajanje, to je pač, na feedback poskušam gledati kot na nasvet, ki ga nekomu dajem, da je lahko še boljše pri svojem delu. In ga mora speljati tako, da se ta oseba ne počuti kritizirana. Pač v idealnem svetu je to, da se počuti potem po feedbacku opolnomočena. To poskušam narediti, da uspe boljše, da uspe slabše. Tako da, ja, imam različne pristope. Najbolj mi je všeč direkten, ki je tudi najbolj enostaven. Najbolj enostavno je reči, ne vem, to pa to si naredil v redu, tle pa te se lahko izboljšaš. Ja, ampak nekdo bo to vzel tako zdravo zagotovo, ne. Nekdo drugi bo pa to, kako bi rekel, imel tako psihološko blokado, da nič ne bom s tem naredil. In moraš spoznati, na kak način posamezniku daš tale feedback, da potem lahko stvari dela drugače, da vidi, da ima še, kako bi rekel, še več potencijalov, kot ga dejansko misli, da ga ima. Ne mi povej, Američani imajo dostikrat izraz, the aha moment. Si imel ti kakšen projekt ali pa tekom kariere si imel kdaj ta aha moment, ki si rekel, to je to. V tem hočem jaz delati, to je moja kariera, uživam, v tem se vidim, top. Bilo je več projektov. Prvi tak projekt, tisto, kar je mene najbolj zanimalo, ko sem jaz prišel na banko takrat iz študija Radolci, takrat tegale rezidenčnega magistrskega študija MBA, ko ga je takrat profesor Prašnikar ustanovil v Sloveniji. No, jaz sem mislil tako približno, da pač, ko bom prišel v banko, bom najmanj član uprave. Ne gre tako, to so tisto zgodnja leta. Ampak ta prvi tak, imel sem pa srečo, včasih moram imeti tudi človek srečo, a banka takrat je imela relativno starejšo strukturo zaposlenih, nič slabega s tem, ampak to pa pomenilo, da teh nekih znanj z vidika kapitalskih trgov, pa ne vem, vrednoten podjetij, pa tega dela ni bilo. In jaz sem bil tam, sem bil pripravljen delati, glasen sem bil takrat zadost, da so me opazili, to je tudi pomembno, da te opazijo, ker če te ne opazijo, ti lahko veš karkoli, ampak če te noben ne opazi, je to problem. Se pravi, so rekli, spet Benjamin nekaj govori. Ja, so rekli velikokrat sem tudi rekel, najmanj govori, ampak jaz sem pa dejansko želel delati, in to me velikokrat tudi mogoče nekaj, kar, če gledam zdajšnjim izornim kotom na te moja prva leta, nisem bil verjetno najbolj enostaven zaposleni, sem pa bil nekdo, ki je pa vse in še več naredil. Meni ni bilo problem delati, dokler niso stvari bile narejene. In zato sem zelo hitro dobil projekt pripojitve pa nakupa banke Vipe. Sem bil, 2 ali 3 leta v banki, pa sem že to delal. In to je bil nek tak ta prvi projekt, ko meni je to bilo blazno všeč, združitve, to je bilo to, to bi jaz delal. In če bi že mogel jaz brati nekaj, ker sem jaz najbolj nimam se več za to, ampak kaj sem bil jaz, kaj sem kot finančnik, sem dejansko corporate finance po mojem. Ja, to je zdaj že daljna zgodovina, ampak začel sem te investicijsko bančništvo, ta advisory del, ti posli, to je mene najbolj zanimalo. In potem se je to v času spremenilo nekako, da je pač, ker jaz mislim, da imam največjo kompetenco, imam dejansko vodenje finančnih institucij, ne več neko tako delo, ki je mogoče, ne vem, relativno ozko, pa zahteva zelo specialna znanja. Bi rekel, da se je znanje imaš itak zelo bogato, pa bi rekel, da je ta tvoja želja po znanju tudi vplivala na tvojo kariero, kakor sem že prej omenil v začetku, ne samo, da si naredil magisterij ekonomskih znanosti na Trium Global Executive MBA-ju, ki v bistvu 3 zelo močne institucije povezuje, izobraževalne. Dodatno si se rodil na Harvardu, Whartonu, Stanfordu in se certifikate. Je to nekaj, kar misliš, da je tudi zelo pomembno? Mislim, da ja. Predvsem dvoje ti da. Dati nek pogled v te tehnike vodenja. Veliko tega je bilo iz naslova vodenja, iz naslova organizacije, iz naslova, kako pač ta leadership management ta del.
In v bistvu spoznavaš, pa tudi strategija, recimo strategija meni je zelo blizu, spoznavaš ta strateški način razmišljanja, ne? In kako organizirati v bistvu delo tako, da ti spostaviš okolje, da se lahko ta prave odločitve sprejemajo, da je okolje, da kako gradiš kulturo, kako gradiš, implementiraš vrednote. To je recimo nekaj, kar mene najbolj zanima in me najbolj na nek način tudi žene naprej, ne? In ker svoje delo gledam kot to, da spostavljam okolje, v katerem lahko potem posamezniki v bistvu te svoje talente, svoje znanja implementirajo stvari, ki pač jih implementirajo. In zato mislim, da pač, ker ta znanost gre naprej, zato moram tudi iti hkrati s tem nekim razvojem, kaj se dogaja na področju leadershipa, svoje kompetence tle izboljševati, pa mogoče tudi dobiš en tale network, ki je tak zanimiv in se zberi lahko posvetuješ. Ta del je meni zelo pomemben, ker mene veliko stvari zanima, včasih mogoče celo preveč. In ta del ga vidim kot sestavni del, ki oblikuje moj način razmišljanja, zato da lahko delam tako, kot delam, hkrati pa tudi na nek način mi daje eno, ne vem, ali bi to reklo potrditev ali ne vem kaj. Slovenci imamo to včasih, da se premalo cenimo, ne? Absolutno. In ko greš, pač vidiš, da ni nobene razlike, ne, med nekom, ki ne vem, ima hudo mednarodno kariero, da na podoben način razmišljava in se lahko pokličeva in v bistvu, da mi nismo nič kaj slabši, ne. In to samo zavest dodatno potem pridobiš. In tudi ta del je, mislim, da zelo pomemben teh izobraževanj, ne. Ker, ne vem, če študirava neko knjigo, ta je enako, če študirava v Ljubljani, Zagrebu ali pa v Londonu, ne. Ampak ta del, kako bi rekel, tudi ta network je, pa slišiš neke druge prakse, druge načine, druge profesorje ali pa goste iz prakse, ta del ti pa daje eno drugo dimenzijo, ne. To je res, se strinjam. Tudi jaz sem 4 leta živel v Ameriki in študiral in se mi zdi, da je doskrat pol tako, kot si omenil, se ful premalo cenimo, koliko smo Slovenci sposobni, koliko smo lahko res izjemni. Potem točno veš, o čem govorim. Včasih je prav težko gledati, kako se mogoče podredimo nekomu, ki ne prihaja iz tega okolja, zato ker nismo dovolj samozavestni, hkrati pa imamo najmanj enake kompetence, da lahko delo opravljamo enako dobro, ne. Absolutno, ja. Doskrat se pohecam, ker če gre recimo pri nas nek pop TV ali pa kakšna televizija po cesti, pa lahko vprašam intervju, se pri nas Slovenci zmeraj vsi malo maknemo, ne. V Ameriki pa vsak skoči, jaz bi teh svojih 5 minut, ne. Jaz bi tako, to mogoče ta malo razlika, da tle nas mogoče malo ta samozavest, da si rečemo, res smo dobri, ne. Tle mislim, da tudi naš razvoj preveč na nek način omejuje, ne. Ker mi se bojimo v bistvu, da bomo doživeli neuspeh. Neuspeh je zoper, nočeš biti neuspešen. Ampak v bistvu je boljše, da si želiš uspeti, kot da se bojiš neuspeha, ne. Točno to. In tukaj imamo, mislim, da razvojni potencial kar zelo velik. Upam, da ga bomo enkrat izkoristili. Se čisto strinjam. Tudi eden izmed razlogov, zakaj sem jaz ta podcast leta 2020 naredil, točno zato, da v bistvu predstavim izjemne zgodbe posameznikov, tako kot si ti in ostalih, da res slišimo, da v Sloveniji imamo toliko enih talentov, toliko enih uspešnih zgodb, izjemnih posameznikov, da je treba to pač ljudem malo zaveščati, pa reči, dajmo se malo potrgati po prsih. Še posebej, če ne vem, so zgodbe, ki so v določenih nišah svetovno res hudo dobre, ne. In to ne slišimo tako, ne. Mi slišimo, ne vem, davki so visoki, ne gre, ne vem kva, vse je verjetno res, ampak ne slišim pa tistega, kar se da narediti, ne. In pač z malo samozavesti bi se dalo še veliko več narediti, ne. Se strinjam. Daj mi povej, kar nekaj oseb je tudi na našem podcastu izrazilo željo, da bi želeli, da naredimo podcast s tabo. Tudi jaz se že nekaj časa spremljam, pa me zanima, imaš ti tudi kakšnega mentorja, si imel kakšnega mentora v življenju? Je to
tudi neka zadeva, ki se ti zdi zelo pomembna, da se v življenju obdaš z ljudmi, pa, ki so bolj uspešni? Ja, sam sem to mogoče malenkost prepozno spoznal. Ne. Sem pa imel srečo. Kot pa že rekla nekaj na začetku, res moraš imeti srečo. Ogromno zmeri sem se od nekoga naučil, ne, nekaj, ampak veliko sem se naučil predvsem od Aljoše Tomaža, ki je bil takrat predsednik uprave Abanke, in pa od moje neposredne nadrejene Vere Dolinar, in ki predvsem Vera je znala neverjetno dobro upravljati z mano. Ne. Ona se z mano ni ukvarjala. In ona je res poznala, kako pač vsak funkcionira, ne, in zdaj, ko s kakim kočem se pogovarjava, pa tako pa, kdo pa je bil tvoj, kaj si cenil najbolj pri, ne vem, svojem šefu ali še. Je ravno to, da so me pustili pri miru. In pol me reče, no, vidiš, ne, dej, ja, poskuš pač na ta način razmišljati. Ne, in to ti pride za nazaj, določene stvari. Zdaj, takrat mogoče tudi s kakimi stvarmi nisem bil zadovoljen, ne, ampak mislim, da sem imel to srečo, pa tudi recimo, ne vem, potem naprej od Andreja Slaparja, kako brati okolje, pa v bistvu kako to kompleksnost navigirati. Se veliko naučil. Da pa imel prav nekega mentorja, ja in ne, me pa vzel, to pa te zveri mora na nek način nekdo, ne vem, ali bova rekla posvojiti, ali kakokoli videti. Član uprave v Abanki takrat Bogomir Kosne, in z njim sem se veliko pogovarjal in mi tudi veliko svetoval. To so pač nekako te trije posamezniki, ki so me takrat v zgodnjih letih formirali, sedaj pa poskušam od vsakega, s katerim imam to privilegije, pa priložnost, da delam neke dobre stvari, pač pogledati, kako jih dela, pa jih po možnosti tudi pri sebi uporabiti. Ne. Drugače pa je fajn imeti mentorja, ja, je zelo dobro. Ne. Super. Deva se malo dotakniti, če zmeraj malo sprovociram, pa ne bom rekel zdaj, če bi šla v preteklost, kaj bi spremenil, ampak bi rekel, če bi šel ti v preteklost, pa bi srečal Benjamina, ne vem, pri 25 letih, kakšen nasvet bi si dal? Ali pa kaj bi si rekel? Da razmišljam, kaj se mi je zdelo pri 25 letih. Ali pa pred temi velikimi karierami. Pred 25 leti sem jaz, mislim, da glih začel delati na Abanki. Ne, to je bilo okrog leta 2000. Ja, tisto, kar sem jaz začel spoznavati, je ta del, da pač koliko štejejo ravno te mehkejše večine. Ne. Tam na začetku svoje kariere sem jaz bil zelo tako Excel-driven, pa net present value-driven. Se pravi, čiste številke, jaz to več nisem jaz sem drug človek v tem pogledu. Ne, še zmeraj pač meni je to blizu, to vse razumem, ampak ne smatram pa to kot nekaj, kar je zdaj blazno, ne vem, kar sem jaz ne vodim na podlagi Excela. In v bistvu ta mehkejši del, kako odnose upravljati, kako raznim interesom konfliktnih zadostiti in jih upravljati. Ta del, ne. In recimo, ne vem, nikoli ne bom pozabil tisto, kar mi je profesor Prašnikar takrat na študiju rekel, pač mi je rekel, Beno, včasih boš mogel dopustiti, da bo drug neke tvoje ideje uporabil, da bo po tvoje. Jaz valjda, no, ni ti potrazno, to je kraj, to ne bo šlo. Zdaj dobro vem, kaj je on takrat mislil, in take stvari. To bi se rekel, glej, vdihni, svet niso sam številke, racionalno pomeni, vsak je racionalen, mogoče sam ne racionalizira isto stvar, in nekako tole pomen čustvene inteligence. Ta del bi veliko hitreje začel toliko pozornosti temu namenjati, kot sem potem v kasnejših letih. Torej, se mi zdi, da sploh zdaj, če dalje več, je ta čustvena inteligenca pomembna. Ne? Vedno bolj, zato ker svet nekako gre pač v smeri digitalizacije, vsi živimo v digitalnem svetu, če te ni v digitalnem svetu, te ni, ne, in s tem se tudi socialne kompetence nekako izgubljajo. Ne. In ja, jaz pač to sprejemam kot del razvoja, hkrati pa mogoče ravno zaradi tega je to toliko pomembneje, da se znamo med sabo pogovarjati, da se znamo slišati,
da ne grem v situacije, to se človek mora naučiti, da ima nekdo nekaj proti meni, ne? Ampak ok, v redu mi, da imamo različne interese in da je moja osnovna teza, zakaj najbolj benigna, ne najbolj maligna, najhujša, ne vem, ja, nekdo mi hoče zavestno škoditi. Ne. Dajmo razmisliti, kaj je tisto najbolj racionalno, najbolj benigno, zakaj se nekdo tako obnaša, kot se obnaša. In ko sem začel ta način, ta pogled na svet spreminjati, mislim, da sem začel tako konkretno bolj rasti kot do takrat. Ne. In če bi to par let prej, ne bi bilo nič kaj slabo. Dej mi malo še boj, bi tudi rekel, da se je pol tvoj stil vodenja spremenil tekom let, ki si imel od majhnih ekip do ogromnih, do dejansko član, predsednik uprave in tako naprej? Ja, mislim, da ja. Mislim, da se je, da sem postal veliko bolj razumevajoč, pa veliko manj tehničen v nekih tehle odnosih. Ne. In da zdaj vem, da tudi če se nekdo ne odzdravi, to ni nespoštovanje, ampak mogoče ima ta človek neke težave. Mogoče sem zdaj kaj tazga naredil in da iščem tudi, ne vem, razloge pri sebi. Ne. To kot mladi vodje mogoče nimaš toliko izražen, ne. Vsaj istih nisem od teh lastnosti, kot se potem pridobil. Tako da ja, moj stil vodenja po mojem se je veliko spremenil. Ne. Ampak ne glede na to, je zdaj to Zavarovalnica Triglav, kjer se recimo pokriva vse hčerinske družbe, to je bilo 3000 zaposlenih, še zmeraj s to ekipo nekih neposrednih kontaktov veljajo identične zakonitosti. Ne? In če znaš ljudi poslušati, v bistvu, sam če jim prisluhneš, ne, lahko narediš ogromno stvari. Se spomnim nekih debat, ki smo jih tam imeli z zaposlenimi, ko smo zapirali ravno ta podjetja, ne, ko si jim rekel, ko si jim razložil to, ne, v bistvu so vse naredili. In ravno zato, ker si bil odkrit. In to sem se naučil. Ne. Recimo, en primer, če ga damo, ki je mene tako imel. Kakšne stvari so pomembne. Ne. V Bolgariji smo zapirali torej borzno družbo, ne, to takrat, ko sem bil na KD-ju. In tam vodila sta Desislava pa Elica, s obema imamo še kontakt. In jaz sem zbral tam 22, in nikoli ne bom pozabil, december, da jaz pridem tja in da jim povem, da jih bomo zaprli. Ne. Zdaj Bolgarija je zanimiva država z vidika določenih kulturnih značilnosti. Tam je to, se pravi, če jaz migam, kot da je ne. In pa tudi ne uporabljajo, v bistvu uporabljajo gregorijanski koledar. Ta dva zmeraj zamešam, julijanski pa gregorijanski, ne glede na to, da so pravoslavni. Se pravi, da je Božič 25. Ne. In jaz že imam karto pa vse, pa si mislim, pa varda, ne boš to zdaj naredil, pa kam si sploh mislil. Ne. In telefoniram, Elica, gledaj, sem prvi še po novem letu, gledaj, nekaj sem se v koledarju zmotil. In potem pač po novem letu smo začeli ta proces, vse ste naredile. In ne vem, koliko časa zatem mi je ona rekla, veš, kaj sem pa najbolj cenila? Saj vsi smo vedeli, da nas boste zaprli, ampak da tega nisi nam skomuniciral pred Božičem. In to so te stvari, ki jih jaz takrat sploh... Ja, in te stvari mi dajo za misel. Pa da te nekdo pove, to se mi je zgodilo, mi ne verjamemo njim, ne? Mi verjamemo v tebi. Pa zvečega pritiska življenja nisem imel, kot če mi nekdo kaj tazga reče. Ne? In tle, da pač, da do tega prideš, ne, očitno sem jaz mogel čez toliko neke situacije iti in te stvari so mi zdaj pomembne. Ne? In to poskušam na nek način, to zaupanje, zgraditi zaupanje, pa ga potem seveda upravičiti. Ne? Noro, ful dobre zgodbe, kaj tako poveš. Ja, te so take stvari so meni, recimo, ne vem, tega primera nikoli ne bom pozabil, ne? Ker vem, ko prav kurju pot sem dobo. Da mi poveš še, preden greva malo tudi na tvoje osebno življenje, kako je pa rekel, kako ti gledaš na umetno inteligenco? Ker doskrat vidiš tudi kakšne mlade, ki pišejo not v kakšen ChatGPT ali pa Manus ali pa Gemini ali pa Claude, pa rečejo, da mi povej, kjer so najboljše delnice ali pa da mi povej, kjer sklad je najboljše ali pa to. Po drugi strani imate pa pol, se pravi, vas kot strokovnjaki, kot avtoriteto, ne? No, najprej
Jaz sem velik zagovornik umetne inteligence. Okay. Moram priznati, da tako prav se mi zdi fascinantno, kam gre to, kam gre ta razvoj, pa kakšne možnosti ponuja. Ja, je pa to vprašanje neodgovorjeno, kaj to pomeni, ne? Kaj to pomeni za nas, a je to grožnja za nas, a je priložnost za nas, je oboje verjetno istočasno, hočem gledati kot priložnost, lahko pa tudi grožnja, če se ti priložnosti ne lotimo. Ne? In ja, pač sprejeti moramo dejstvo, da si ljudje že zdaj pač neka mnenja poskušamo s pomočjo umetne inteligence na nek način ustvarjati. Ne? In tako da mi moramo poznati, kaj umetna inteligenca, ne vem, govori, svetuje, v katero smer so odgovori, že zato, da pač se znamo prilagoditi na to, da bo umetna inteligenca delala v našo korist. Se pravi, v korist, da bo dajala napotke, nasvete, ideje, insajte take, ki niso halucinacija, če v jeziku umetne inteligence govoriva, ampak tiste, ki ustrezajo nekemu, ne vem, približnemu dejanskemu stanju. Ne? Kar pomeni, ne vem, do zdaj si pač nekaj Google in nekaj prišlo ven, zdaj pač tega v prihodnosti verjetno ne bom več toliko počeli, zdaj Google koliko že AI search, ne? In ti daj različne druge rezultate. Ne? Tako da se spuščamo v neko polje neke negotovosti in ja, mi pač bomo mogli prilagoditi naš način dela temu, da bomo tudi pri algoritmih umetne inteligence postali prepoznavni. Zdaj razvoj bo šel v smeri, da bo pač odgovori zmeraj bolj točni in kar bo na nek način olajšal naše delo. Zdaj pa, da bi ti zdaj rekel, da vemo recept, ne vemo recepta. Eksperimentiramo, vidimo, se učimo. Čas bo pokazal. Čas bo pokazal, vidim pa to kot nekaj, kar nam daje možnost, da delamo bistveno drugače, kot smo do zdaj. Ker recimo, če sprejmemo tezo, da to pomeni, da bomo imeli na razpolago vso znanje tega sveta, bo morala biti naša glavna kompetenca to, kako znati vprašati, se pravi prompti, kako zastavljati vprašanja, da bomo dobili tisto, kar mi hočemo narediti, karkoli to že je. In to pa pomeni, da imamo dostop do tega znanja mi dva, kot zdajšnja neka korporacija. O tem pa jaz vidim prednost. Ne? In če bomo to uspeli, potem se nam pišejo dosti dobri časi. Ne? Jaz to želim gledati tako, nisem pristaš nekih črnih scenarijev. Tudi jaz. Sem v bistvu vsak dan bolj navdušen. A ne, da mislim, ker vsak teden so boljši odgovori, to se mi zdi res prav fascinantno. Ja, res je. Benjamin, deva se vtakniti še malo tvojega osebnega življenja. Dej mi povej, verjamem, da je služba tudi občasno stresna, so plusi pa minusi, izzivi in tako naprej. Kaj ti počneš za stres oziroma kaj so kakšni tvoji hobiji, da se malo razbremeniš? Ja, tisto, kar je pri meni najbolj recimo antistresno deluje, pa sem se pozno začel tega lotiti, je smučanje. Ne vem kako, jaz sem se vbil v glavo, jaz kot otrok sem bil tak fizično slaboten otrok, pač smučanje ni za mene. Sem pa zelo pozno začel smučati, tam okrog 40 sem bil star, ko sem začel smučati in sem ugotovil, da pravzaprav smučanje meni noro ustreza. In ta kombinacija pač nekega sonca, hribov, snega, smučanja, kako smučaš, pač ne moreš misliti na neke druge stvari, je meni najbolj. Tudi če grem za 3 ure smučati, to pomeni, da pač precej zmanjša nivo samega stresa. Ne. Tudi kolesarjem rad, utvil da neke športne aktivnosti mi verjetno še najbolj pomagajo, ne, pri razgrajevanju tega stresa. Ker stres je. To je. Je. Nekaj malega mora biti, če pa preveč, pa se je treba s tem ukvarjati, da pač te ne paralizira pri svojem delu, ne, ker drugače te. To je res. To je tako, ko pravijo, ko greš na oder, če nimaš vsaj malo treme, pol ni v redu. Malo treme mora biti. Malo mora biti. Ne smete pa, ker potem ti je vse, ne? In to, da ti je vse, tudi ni okej, ne? Deva se vtakniti, če imaš ti kakšnega podjetnika, ki ti je najljubši?
slovenski ali pa tuji, kakšna oseba, ki jo spremljaš? Ja, pravzaprav težko zarečem, ne vem, da sem kadarkoli razmišljal, jaz bi pa želel biti kot, ne vem, ta oseba. Ne. Še najbližje so prišli ameriški astronauti. Jaz, ko sem bil majhen, nisem hotel biti astronaut. To bi, The best. kak menedžer, kaj je to, astronaut. Ne. Ali pa saj pilot, če že ne astronaut. No, to ni šlo v tej smeri. Drugače pa jaz dejansko cenim vsakega, ki tako ima pogum, da nekaj naredi, pa da ne razmišlja malenkostno. Recimo, to, kar je naredil Elon Musk, je meni absolutno fenomenalno. Ne. Kot mi je fenomenalno v negativni smeri, kako je uspel večino teh stvari zrušiti. Ne. Mislim, to je tragika genija, se mi zdi ta del. Ne. Kar ne pomeni, da se strinjam z njegovimi razmišljanji, ne, ampak tisto, kar je pa on naredil kot podjetnik, ne, in kaj je pa meni hudo dobro. Ne. Recimo, ne vem, tudi Steve Jobs je nekdo, ki je uspel narediti hude stvari, ne. Spremeniti dejansko, kako mi dojemamo mobilno telefonijo, kaj zdaj sploh mobilni telefon je, ne. Ni sploh telefon, to je vse kaj drugega. Ne. Hkrati pa kot vodja pa bil nemogoč, ne. Če se berijo zgodbe, tak pa jaz ne bi želel biti. Ne. Tako da meni fascinirali so me v bistvu ljudje, ki so bili sposobni take neke velike zgodbe narediti. Ne. Mi pa je bilo zmeraj tako neprijetno, če niso ljudi obravnavali na nek dober način. Ne vem, recimo jaz pač izhajam iz protestantskega okolja, moj oče je bil protestantski duhovnik in meni je ta del precej pomemben. Ne? In tega res nimam pretirano rad. In določene stvari, ki so se meni zdele sam po sebi umevne, včasih, ne vem, beremo te članke, Harvard Business Review, ne vem. To mogoče tudi ena taka stvar, ko takrat na študiju še nisem ugotovil, v Radovljici na tem magistrskem, profesorica Nada Zupan, ne. To smo zmeraj imeli neke debate, ja pa kaj tu ti učiš, gor dol, levo, desno, ti dejansko nas učiš, da se moramo pozdravljati, pa to je vsak ve, ne. Pa se je režala, pa to, če se zdaj srečava, še to spomniva, ja, bo že videl, ne. Največ ljudi se boš ukvarjal, ne. In tam boš imel največje izzive, strokovnih izzivov ne boš imel, ne. In točno tako je. In tako da v bistvu, ja, tako da res težko rečem, ne vem, jaz pa bi hotel biti kot ta. Jaz hočem biti Benjamin Beno, ne. Ampak, ja, imam pa veliko spoštovanje do ljudi, ki si upajo narediti nekaj več. Pa tudi, če ne uspejo, ne, ampak že da zbereš pogum, da se greš neko zgodbo, je že to zelo, zelo cenim, ne. In ki pač priznajo včasih tudi kako svojo zmoto, ne. To je pač neka človeška veličina, se mi zdi, da pač sem prepričan, da recimo noben od teh ni razmišljal v kontekstu, ja, mene pa, ne vem, najbolj motivira to, da bo donosnost na kapital 15%. Ga ni. Njega je motiviral, da ustvarja iPhone, si v take ekosistem, hoče koliko vesolja zavzeti. In zmeri je pač vrednost je posledica neke ideje, ne? Ni pa na začetku vrednost. Ne? In to je recimo mene pritegne pri takih ljudeh, ki imajo v življenju nek mission, ampak nek smisel, nek purpose, kar hočejo narediti in iz tega naredijo nek uspešen biznis. Top. Se doskrat pravijo, ne, don't follow the money, let the money follow you. Ne. Tako. Daj mi povej še, si bolj za knjige ali podcaste ali audiobooks? Bolj sem za revije pravzaprav. Za revije? Ja, za revije. Ne vem, mene res veliko stvari zanima. Ne. Zelo rad spremljam mednarodno politiko. Ne. To je tudi ene takih stvari. Če ne bi to delo, bi mogoče mednarodni odnosi, to bi tudi mogoče študiral. Če bi zdaj vedel, kaj bi študiral, bi verjetno študiral mednarodni odnosi, kaj ta zga po tem delu MBA. Ne. Ampak takrat tega pač nisi vedel, ne. Tako da ne vem, jaz spremljam, kaj se v svetu dogaja, to preberem, potem Harvard Business Review je recimo obvezno čtivo. Tako da nažalost za knjige
ostane premalo časa. Ne. Pa ugotavljam pa zdaj, da to sem vedel, ne, ampak da se mogoče premalo investiral tudi v kako klasično literaturo, kar poskušam, ali pa bom poskušal malenkost mogoče nadomestiti z večjih razlogov, tudi zato, ker so določene stvari, ki so v klasični literaturi neverjetno zanimive tudi z vidika vodenja. Ne. In če sem bila že prej pri umetni inteligenci, Spotify ima nek app v okviru ChatGPT-ja, jaz to povežem, da nekaj predlaga, ne, in on predlaga en podcast Philosophy This ali nekaj tasga, ne, da je kao Hamlet surprisingly relevant for leadership. Ne. Jaz tisto poslušam, pa res, ne, recimo ta biti ali ne biti, ne, in cel ekspoze z vidika, kaj to pomeni. A to pomeni, da strah paralizira odločitev, a to pomeni, da pač je to težko odločitev, da res moraš toliko razmišljati in ne vem še kaj drugega, ne. Potem božanska komedija, to imam zdaj na, kako bi rekel, tudi imam na umarici, da malo berem. In kaj to pomeni, kaj ta razmišljanja pomenijo z vidika vodenja. Ne? Ker na koncu ti sprejemaš odločitve tvoj sistem vrednot te določa, ne? Tudi kako boš odločitve sprejemal. In neke tele, dajva reči klasiki, te bolj oblikuje v tem delu. Tako da ne vem, če sem ti zdaj odgovoril. Revije največ preberem, potem, recimo, ko se vozim v avto, poslušam kakšne podcaste, ali pa ne vem, tudi zvočni, recimo Economist ima zelo lepo v članke, pa zdaj ne sem Economist, tudi drugi. In tako da na ta način poskušam potem te teme, ki me zanimajo, spremljati. The best. Če bi zdaj vzel telefon, katera aplikacija je najbolj uporabljena? Po mojem bi bila Duolingo, bi rekel. To je recimo en tak ritualčič, da enih 10 minut na dan posvetim učenju španščine. Španščine. Ja, ampak Duolingo sigurno, New York Times absolutno, Financial Times po mojem, Triglav Investments aplikacija absolutno, Instagram, tudi X. Super. Take aplikacije. Top. Benjamin, greva še na najbolj pomembno, če se malo hecamo vprašanje, in sicer mi imamo že kar lepo bazo poslušalcev, pa me zanima, če bi te prosil, če lahko podaš en ali več zaključnih naukov za naše poslušalce. Ja. Recimo najbolj zanimiv nauk, pa bom tega ponovil. Ja, dej. Ker so se v študiju pogovarjala, to je tudi, ne vem, človek se v življenju spomni pač nekih trenutkov. In ta zadnje predavanje, ki smo ga imeli v New Yorku, je bil ta študij v večjih modulih po različnih krajih, ne, je bilo profesor Altman, svetovno znan na področju financ, modelov teh, kako v bistvu napovedovanja bankruptcy, kako že temu rečejo, pač stečajev. In tam, ne vem, če si predstavljaš, bilo nas je 40, tako zelo, ne vem, profesor, kaj pa nas svetujete za našo kariero, ne? In on nas tako gleda, pa se režim, vi ste vsi pametni, vi ste vsi v redu, ne? Ampak samo eno si zapomnite, ne? Ko boste enkrat na smrtni postelji, se do zdaj ni nobenega na svetu, ki bi si tam želel, da bi več časa preživel v pisarni. In to sem se res zapomnil. Se pa živim veliko časa v pisarni, ampak da je še nekaj več, kot je sama služba. Ne? Služba je pomembna, služba te izpolnjuje, še posebno na teh delovnih mestih mora biti del tebe, če ne upravljaš svojega dela tako, kot bi ga mogel. Ne? Ampak moj nasvet bi bil, da smo čim bolj radovedni, da nas čim več stvari zanimajo in da se ne bojimo, da poskusimo. Pač najhujše je, če ne poskusimo. In če se kadarkoli v življenju, ali službeno, ali privatno sprašuješ, ko bi le to naredil. Ne? In to bi rekel, ne se bati.
Super, najlepša hvala, Benjamin. Tako da, dragi poslušalci, slišali ste, ne se bati, bodite radovedni, ne se ustrašiti. Tako da, še enkrat najlepša hvala. Z nami je bil Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, oseba, ki je delala v bančništvu, zavarovalništvu, asset managementu, borznem posredništvu, oseba, ki ima zelo bogato kariero in hkrati izobrazba je tudi bil velik poudarek celotnega v bistvu paketa. Tako da najlepša hvala, Benjamin, za tvoje poglede, izkušnje in ta najlep pogovor. Hvala, mi je bilo zadovoljstvo. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.